Profesor Mekljanič, vi in vaša raziskovalna skupina ste dosegli pomemben premik ob odprtju v Nordijskem centru Planica. Zagnali ste namreč človeško centrifugo v laboratoriju za gravitacijsko tehnologijo. Lahko nadrobneje pojasnite ta dosežek? To je laboratorij za gravitacijsko fiziologijo. Je laboratorij, ki spada pod okvirom naše skupine, ki se ukvarja z okoljsko fiziologijo in ergonomijo. Na splošno nas zanima v bistvu vpliv okolja na človeka, na fiziološke procese v telesu. Seveda pri ekstremnih pogojih lahko pride tudi do kakšnih težav in potem me zanimajo tudi patofiziološki odzivi pri teh ekstremnih okoljih. In na koncu, seveda, če govorimo o delavcih, ker v naši fazi astronavti so delavci, želimo, da imajo varno delovno okolje in da se jasno lahko vrnejo tudi varno nazaj domov, v tem primeru na Zemljo. In zdaj mi raziskujemo več teh okoljskih pojavov oziroma okoljskih pogojev. Z novim laboratorijem smo pridobili možnost, da lahko bolj podrobneje raziskujemo tudi vpliv različne gravitacije na te fiziološke procese, ker v bistvu s tem, da živimo na Zemlji, smo stalno izpostavljeni sili 1G. Če recimo stojimo ali pa tako sedimo kot trenutno, potem je ta vektor gravitacije jasno od glave proti petam, če ležimo, je pa seveda v smeri srca. In zdaj to je edino, kar na Zemlji lahko naredimo. V vesolju te gravitacije ni in seveda se dogajajo različne spremembe v telesu zaradi mikrogravitacije oziroma zaradi breztežnosti. To ni problem za astronavte, ki živijo v vesolju, ker čas, ko so v vesolju, problem je, ko se te spremembe dogajajo, da se vrnejo na Zemljo. Ko se vrnejo na Zemljo, seveda, če so izgubili mišično maso, kostno maso, če srčno-žilni sistem se spremeni oziroma nima enake možnosti, ne funkcionira enako, to pomeni, da lahko nastanejo težave za astronavte pri povratku. Zdaj mi bomo s to novim laboratorijem lahko raziskovali, kako različni fiziološki sistemi v telesu reagirajo na različne gravitacijske sile, ki jih pa jasno dosežemo s tem, da preiskovance položimo pod centrifugo v vodoravni legi z glavo pri osi in ko se centrifuga začne vrteti, nastane sila G pri nogah. To je v bistvu že Herman Potočnik Nordok zelo lepo obrazložil v svoji knjigi Težave z potovanjem v raketi, kjer je predlagal, da je najverjetneje najbolje imeti okroglo postajo, ki se vrti in s tem ustvarja težnost mg in da bi ljudje živeli na robu tega nekako krofu podobne postaje in bi seveda imeli vse pogoje take kot na Zemlji, in temperaturo, in tlak, in gravitacijo. Vendar do tega ni prišlo, razen v knjigi od Arthura C. Clarka in potem v Kubrickovem filmu smo videli Potočnikovo idejo in nekako je ta ideja mogoče zamrla ali pa je stalno bila nekje v ozadju. Pred enimi 10-15 leti se je pa ta ideja zopet obudila in ESA in NASA sta začeli razmišljati o uporabi umetne težnosti v vesolju. Ne v smislu postaja, ki se vrti, ker so za umetno težnost želijo uporabljati pri potovanju na Mars. Tako da so bile različne ideje, od tega, da se plovilo razpolovi in se začne obračati na poti do Marsa in tako naprej. In predno naredimo ta korak, da zdaj dizajniramo plovila, ki bojo ustvarila umetna težnost, moramo najprej raziskovati oziroma potrditi, da ja, umetna težnost v vesolju bo pomagala astronavtom in bo preprečila vse spremembe, ki jih prinese življenje v breztežnostnem prostoru. Tako da tole, kar mi delamo zdaj v teh naslednjih 5 letih, bo nekako odločilo, kako bodo plovila v bistvu narejena za taka dolga potovanja oziroma če bo človek koloniziral Luno in potem šel na Mars, je potrebno razmišljati
ne v fitness centrih, tako rekoč, da preprečiš te spremembe zaradi manjše težnosti na Luni in Marsu, ampak mogoče samo z eno centrifugo bi lahko ustvarili to umetno težnost in med centrifugiranjem bi lahko potem telovadili, tako kot na Zemlji. In zaradi tega je naš laboratorij en od 3 laboratorijev v Evropi, ki se bo s to problematiko ukvarjal. Vsi laboratoriji, ta v Kölnu, ki je v DLR-ju, to se Deutsche Luft- und Raumfahrt Institut, kjer je tudi sedež Evropskega astronavtskega centra. Oni se bodo ukvarjali s centrifugiranjem, pa tudi z vibracijsko vadbo in drugo vadbo. Te vadbeno opremo bojo v bistvu vgradili v centrifugo. V Franciji, v Inštitutu za vesoljsko medicino v Toulouseu bojo z enako oziroma podobno centrifugo gledali, kako bi cikloergometrija med centrifugiranjem pomagala preprečevanje teh sprememb. Naša naloga tukaj v Planici... Mislite fizioloških sprememb? Tako pa fizioloških sprememb. Naša naloga v tej zgodbi je pa, da v bistvu delamo podobne raziskave kot v Nemčiji. To se pravi, bomo imeli centrifugiranje, dodali smo vibracijsko platformo na koncu, to se pravi, da med centrifugiranjem bojo preiskovanci čutili vibracijo, ki po rezultatih prejšnjih raziskav ne bi preprečevala izgubo mišične in kostne mase. In istočasno bojo lahko pa tudi delali počepe, to se pravi, da bojo različne vadbe. Ampak tisto, kar je dodatek v Planici, je, da bodo to počeli v hipoksiji, to se pravi v simuliranih pogojih nadmorske višine približno 4000 metrov. To je pa druga zgodba, s katero smo se pa ukvarjali zadnjih 10 let. Torej, hipoksija v vesolju, a je pomembna ali ne, to se pravi, trenutno na vesoljski postaji so pogoji normoksični, to se pravi, da je kisika tako kot v tej sobi, ne? To se pravi temperatura, vlaga, tlak, vse enako, ne? Razen težnosti ni, ampak zaradi tega, ker je normoksično okolje, ko grejo astronavti delati izven postaje, jasno grejo iz okolja, kjer je ena atmosfera ali en bar tlaka, v okolje, kjer je vakuum. In da sploh ne lahko delajo zunaj, oblečejo skafander in v skafandru ustvarijo podtlak, da lahko se sploh premikajo. In tlak v skafandru je približno 1/3, malo več kot 1/3 bara, da se že približujemo skoraj Everestu, ne? In da smo v večji nadmorski višini. Zaradi tega tudi dihajo čisti kisik, izvajajo zelo počasni dekompresijo, da ne pride do težav, s katerimi se soočajo potapljači, to se pravi dekompresijska bolezen. To se tudi dogaja pri pilotih, pri nenadni dekompresiji kabine. V glavnem, zaradi tega ta celoten postopek traja približno 4 ure. Zdaj na vesoljski postaji imajo teh pohodov izven postaje zelo malo, približno enkrat na mesec, tako je povprečje zadnjih 20 let. Če bomo potovali na Mars pa na Luno in bomo imeli tam nekakšne avtodome, s katerimi bojo raziskovali površino, v teh domovih bojo tudi jasno delali, živeli, vse se bo dogajalo v tem domu na kolesih in zdaj v tem roverju. Zdaj, če bojo želeli iti ven in bojo sledili enakemu protokolu kot na mednarodni vesoljski postaji, bo to zelo zamudno, ne? Ker bojo vsakič, ko bojo zagledali nekaj zanimivega, se bodo morali pripravljati 4 ure za ogled tega. In za inženirji pri NASA in ESI so za tega predlagali, da se tlak v plovilu spusti, to se pravi v plovilu v tem roverju spusti, in da se potem tudi poveča malo kisika, tako da bi bile razmere v tem roverju nadmorska višina približno do 4000 metrov. Ne vemo točno, kakšna bo tlak, pa koliko bo kisika v končni fazi, ampak sigurno bo hipobarično, to se pravi bo podtlak, in pa čeprav bo kisika več, bo še vedno hipoksično. In vprašanje je, ne, če bojo živeli astronavti v okolju z manjšo težnostjo ali pa brez težnosti,
kaj se dogaja v fizioloških sistemih. Zdaj v normalnih pogojih, to kot je zdaj na vesoljski postaji in to, kar mi raziskujemo drugače pod normalnim normoksičnimi pogoji, mi vemo, kako izgubljamo mišično maso, kako izgubljamo kostno maso, kako se spreminja funkcija srčno-žilnega sistema, če je človek neaktiven v normoksičnih pogojih. Če pa zdaj simuliramo planetarne habitate ali pa plovila, ki bodo hipoksična, moramo pa razumeti, kaj se dogaja, če je človek neaktiven v hipoksičnem okolju. In to smo zdaj delali zadnjih 5 do 10 let in tole bomo nadaljevali. V naslednjih 5 letih bomo samo dodali strategijo, kako naj preprečimo te spremembe. To se pravi, da bomo lahko potem primerjali, če bomo delali poskuse v Nemčiji, Franciji in Sloveniji, nekje drugje, da bojo recimo v Nemčiji gledali, kako bi lahko preprečili spremembe v teh sistemih, ko človek leži oziroma je neaktiven v normoksičnih pogojih. Mi bomo pa gledali, kako lahko preprečujemo te spremembe v hipoksičnih pogojih. Primerjava teh rezultatov bo potem pokazala, ali hipoksija preprečuje to ali v bistvu še bolj pomaga. To so neznanke trenutno. Seveda, neaktivnost pa hipoksija je nekaj, kar tudi teži populacije na Zemlji. Če poznamo bolnike, ki imajo pljučno bolezen, recimo kronično obstruktivno pljučno bolezen, oni so hipoksični, to se pravi, nimajo dovolj. Recimo ti, ki so COVID tudi. Ja, COVID tudi, ampak pri COVIDu je tako, da v zadnjih 2 letih naše energije so bile skoncentrirane v preprečevanju, to se pravi, pomagati ljudem preživeti, v preprečevanju. Nimamo še vseh, bi rekel, informacij o tem, kako so ljudje v intenzivni negi, recimo, izgubljali mišično maso, kostno maso, kaj se dogaja s srčno-žilnim sistemom. Pa nimamo primerjave, recimo, z človekom, ki je pa normoksičen, ker ti ljudje so bili hipoksični, zelo hipoksični in neaktivni. In to je sigurno zelo lep model. Že sam en fiziolog, angleški Pew, ki je delal raziskavo v visokogorju v Himalajih in ga je v bistvu Hillary podprl, ker mu je on pomagal s fiziološkimi dognanji v bistvu priti do Everesta. To je manj znan detalj, ampak Pew je bil zelo znan angleški fiziolog. In on je takrat tudi rekel, ko so rekli, zakaj pa te zanima v 50 letih živeti na 7000 metrov in več. Mislim, njega je zanimala ta adaptacija človeka, bi nekdo, ki živi v celinski Evropi, doživel enako adaptacijo kot en Šerpa, če bi živel na tej višini dalj časa. Ampak dobro, pustimo to, rekel je to, da njegova ekipa je bila sestavljena iz zdravnikov in kot ti mladi zdravniki, ki delajo recimo v bolnicah, če vidijo pacienta z boleznijo, ki je že razvita in ta bolezen povzroča hipoksijo, oni ne vejo, katere spremembe pri tem bolniku so zaradi hipoksije, katere pa zaradi bolezni. To se pravi, če recimo gledamo COVID paciente, seveda so hipoksični in imajo ta virus. Ta virus povzroča določene spremembe, ampak hipoksija sama tudi povzroča določene spremembe v drugih fizioloških sistemih, ne samo v pljučih. To se pravi, da je zanimivo videti, kaj se dogaja pri zdravem človeku v hipoksiji, kakšne spremembe se dogajajo, ker potem, ko primerjaš z bolnikom, lahko rečeš, pri tem bolniku te spremembe so zaradi hipoksije, te spremembe so zaradi bolezni same. Hipoksija je seveda posledica bolezni, ampak lahko ločiš in mogoče bolje razumeš potek bolezni. To je bil recimo njegov odgovor v 50 letih. Ne za COVID, ampak na splošno, zakaj nas hipoksične raziskave zanimajo. Rekli ste, omenili ste, recimo, da pri teh astronautih, ki pridejo, potem se vrnejo. Tudi vidimo v filmih, da jih nesejo. V bistvu, zakaj pride do take spremembe, recimo izgube mišične mase in pa kostne mase? Glejte, človek začne izgubljati na Zemlji mišično maso že pri 30. In seveda z vadbo želimo preprečiti to. In to ni samo problem astronautov. V zadnjih
To se pravi, današnje generacije, žal, so bolj neaktivne, mogoče, kot so bile generacije pred tem. In zaradi te neaktivnosti pride do, seveda ne uporabljamo mišic, ne rabljamo kosti in začnemo izgubljati njihovo maso, ker jasno, kosti tudi potrebujejo ene sile, da ohranjajo svojo trdoto. Če kosti pač so neaktivne, ne, če ni nobenih sil, potem jasno se začne demineralizacija kosti in to je problem. Ne samo pri astronautih, tudi na Zemlji. Koliko časa pa potem pri njih rabijo, ne mislim, koliko časa rabijo, da se potem stabilizira ponovno? To je pa odvisno, vsak fiziološki sistem ima svoj razpolovni čas, bi rekel, kinetiko. Ne. Torej, če postavimo človeka, ki je zdaj adaptiran na 1G, v okolje, ki ima 0G, bomo videli, da recimo so spremembe pri vsakem sistemu drugačne. Nevrofiziološki sistem bo mogoče se jih najhitrejše adaptiral, potem recimo sledijo mišice, kosti in tako naprej. Vsak sistem ima svoje obdobje adaptacije in seveda, če se vrnemo nazaj na 1G, če nismo bili dovolj časa v vesolju, se bo spet vse spremenilo in adaptiralo zopet na 1G. Za prispodobo lahko gledamo, kaj se zgodi pri človeku, če gre v vroče okolje ali pa če gre v nadmorske višine. Če gremo v vroče okolje, se adaptiramo na vročino. Recimo konkretno se začnemo znojiti prej, znojimo se več, to je adaptacija, da hitrejš in bolj učinkovito izgubljamo toploto, tudi spremembe v vazomotoriki se dobijo. Če gremo v visokogorje, seveda se hematološke spremembe dogajajo in to nam pomaga pripeljati kisik iz pljuč čim hitreje in čim bolj učinkovito do mišic. To se pravi, da vsako okolje zahteva določeno adaptacijo in pri tej adaptaciji ti fiziološki sistemi, ki so vključeni v to adaptacijo, imajo različne kinetike. Ravno tako breztežnost ima, oziroma težnost ima enako kinetiko. Lahko recimo vemo seveda, če gremo iz 1G do 0G, ne, kaj pa če gremo na 2G, to še niso razmišljali, samo če bi recimo človek moral živeti pod večjim G-jem, kot je na Zemlji, sigurno bi imel okrepljene kosti in mišice, ne, ker te so potrebne za motoriko, da se premikamo. V vesolju, če samo lebdi v vesolju, tako kot če bi lebdeli v bazenu, v bistvu ne potrebujemo mišic in kosti, ker v bistvu lebdimo in ni nobene sile. Zaradi tega pride do izgube. Joanne Vernikos, ki je bila predsednica biomedicinskega oddelka pri nas, je izumila en izraz, ki se imenuje v angleščini gravity deprivation syndrome. To se pravi sindrom, ko odvzamemo težnost. Ampak ni govorila o astronautih, do tega je prišla, ker je delala z astronauti. Ampak je rekla, to je tudi zdaj problem naše družbe, ker ljudje sedijo preveč, ležijo preveč in jasno s tem seveda ne krepijo mišic, ne krepijo kosti in zaradi tega vidimo sedaj v določeni populaciji enake spremembe, kot pričakujemo skoraj pri astronautih. In to je skoraj nova znanost, znanost o neaktivnosti. Mi imamo veliko se ukvarjamo s športno znanostjo, z aktivnostjo, ampak če je človek aktiven, to ni problematično. Bolj je problematično, če je človek neaktiven. In se znanost zdaj mora mogoče soočati s tem, ne, da razumemo, kaj se dogaja pri neaktivnosti in da to preprečimo. Predvsem pri mlajših in starejših. Ja, profesor Megjavič, poglejte, ko ste govorili o tem, kakšne pogoje ustvarjate recimo v laboratoriju in pa kako človek recimo izgublja iz vaših izkušenj, tudi minulih, izgublja mišično maso. Se spomnim, da recimo zdravniki pogosto govorijo o tem, da recimo pri profesionalnih plavalcih, teh, ki trenirajo leta in leta, posledično pride do težav s sklepno mišično maso. Kaj bi vi rekli na to? Tudi vi ste se ukvarjali recimo z ljudmi, ki recimo v globinah. Ja, v prejšnjem življenju sem veliko delal na področju hiperbarične fiziologije, sicer še vedno
To se pravi, v sosednji sobi imamo hiperbarično komoro, kjer še vedno recimo lahko raziskujemo to področje in jasno me je zelo zanimala fiziologija človeka, ki dalj časa dela ali živi v hiperbaričnem okolju in posledično tudi, kako se hiperbarika lahko uporablja pri zdravljenju. No? Ampak glede plavalcev, po naključju v bistvu za nami so naprave oziroma je postroj za poskuse, ki jih izvajamo v bistvu z elitnimi plavalci. In ravno to raziskujemo, to se pravi spremembe, ki se dogajajo pri elitnih plavalcih in ne samo pri plavalcih, vključujemo tudi apnea potapljače in plavalke recimo za sinhronizirano plavanje, torej vse, bi rekel, vodne športe smo poskusili vključiti v to, da vidimo, kakšne so spremembe pri večletnem treningu teh športnikov v različnih panogah v vodi. Ne? In seveda v sklepih konkretno ne bomo raziskovali biomehaniko sklepov ali kaj se dogaja v sklepih, je pa res, da je to zelo zanimiva tema in tudi tema, ki je vključena v naših raziskavah v Planici. Tako da o tem vam ne morem zaenkrat še veliko povedati, ampak sodelujemo z ortopedsko kliniko v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana z profesor Robničem, kjer bomo ravno raziskovali sklepe in hrustanc posebej med temi raziskavami, ker je hipoteza seveda, da pride do sprememb, samo je zelo težko v bistvu analizirati te spremembe, ker to delamo iz analiz krvi in tako naprej. Tako da ti biomarkerji so zelo, jih je veliko, ampak to je cilj naših raziskav, ravno osredotočeno na sklepe. Drugače pa z športniki, z plavalci, domnevamo, da pride tudi do drugih adaptacij, ne samo v antropometriji, ampak tudi v hematologiji med treningom. In to je zaenkrat še prezgodaj, da bi kaj o tem govoril, ker nimamo še rezultatov. To bomo morali počakati do konca plavalne sezone, da potem lahko moj doktorski študent Josh Royer malo več pove o tem, ko bo imel že rezultate. Ampak največji problem fiziološki trenutno, za katerega ne vemo odgovor, je pa problem vida. In s to problematiko sodelujemo z očesno kliniko. A mislite pri plavalcih? Ne, pri astronautih. Pri astronautih? Ja. In sicer pri astronautih včasih so bili zelo mladi. Na začetku vesoljskih poletov so bili to testni piloti, zelo fizično pripravljeni piloti. Vendar, ko so poleti začeli trajati dalj časa in so začeli se ukvarjati z raziskovalnim delom na teh poletih, v teh laboratorijih in zdaj na mednarodni vesoljski postaji, so začeli v te posadke vključevati več starejše ljudi oziroma znanstvenike. To se pravi ljudi, ki so že končali doktorat, so že bili znanstveniki, zaradi tega, ker potem bi oni lahko najlažje se naučili izvajanje različnih poskusov. Tako da astronaut danes, ki se imenuje payload specialist, preden gre v vesolje, se ta astronaut mora naučiti izvajati različne poskuse, torej v svojem področju. To se pravi, če je nekdo zdravnik, bo odgovoren za vse fiziološke poskuse, ki se bodo opravljali na mednarodni vesoljski postaji. Če bo biolog, se bo imel različne biološke poskuse, ampak to ni eden, dva, to je lahko ducat in več poskusov. In ta astronaut mora potovati od enega laboratorija do drugega, da se pri teh ekipah nauči izvajati te poskuse. On je v bistvu njihove oči, roke, možgani, on mora na licu mesta, na postaji izvajati poskuse in to vsak dan lahko mogoče izvaja več takih poskusov, različnih. To se pravi, da astronaut mora v parih letih narediti skoraj več postdokov, da se nauči izvajati te poskuse. Šele takrat gre v vesolje in potem je on odgovoren za izvajanje teh poskusov med temi poleti, recimo. In zaradi tega so starejši. 20-25-letnik najbrž ni še toliko
Nima takega znanja. Da bi Tako, zdaj so 40 do 50 let, ampak pri tem obdobju pa človek potrebuje že včasih očala. In tako da ni bilo nič, bi rekel, pretresljivega, če so potem astronavti, ko so se vrnili na Zemljo, začeli nositi očala, ali pa če so rekli, aha, zdaj pa mogoče potrebujemo očala, ko so bili v mednarodni vesoljski postaji za recimo več mesecev. Vendar se je izkazalo, da samo bivanje v breztežnosti pogojuje te spremembe. To se pravi, izguba vida, oziroma ne totalno izguba vida, ampak recimo, da je vid se opešal, so ugotovili, je posledica življenja v breztežnostnem okolju. In zdaj to trajno opešanje ali se že kaj ve? Tako, dogaja se pri večini astronavtov in opažamo res pri večini, zdaj pri nekaterih je reverzibilno, pri nekaterih pa ne. In zadnjih 10 let se veliko laboratorijev ukvarja s to problematiko, da ugotovimo zakaj. Ker trenutno, dogaja se v breztežnostnem prostoru, oziroma dogaja se na mednarodni vesoljski postaji, ampak kateri dejavniki na tej postaji so tisti, ki to povzročajo, to pa ne vemo. In zdaj, pri vseh teh raziskavah v vesoljski fiziologiji in medicini moramo razumeti, da se raziskave jasno izvajajo na Zemlji, kjer poskušamo simulirati pogoje v vesolju. Zdaj, zelo pomembno je, da imamo relevanten model na Zemlji, ki res simulira, kar se dogaja v vesolju. Trenutno nimamo dobrega modela na Zemlji, s katerim bi simulirali te spremembe, ki jih vidimo v vidu v vesolju. To se pravi, da nimate teh eksperimentalnih pogojev takih? Ne vemo. Veste, kako če recimo, mi vemo, da človek, ki leži v postelji en mesec, da bo imel doživel enake spremembe v mišicah, kosteh, srčno-žilnem sistemu, kot nekdo, ki je v vesolju en mesec. Zaradi tega izvajamo poskuse na Zemlji tako, da človek leži v postelji en mesec in jasno raziskujemo vse spremembe, ki se dogajajo. Če nekdo misli, da bo za prehrano preprečil te spremembe, potem naredimo še en poskus in bomo prehrano menjali. Če mislimo, da bo cikloergometrija pomagala, potem bo človek, ko bo ležal v postelji, bo tudi dnevno imel cikloergometrijo. To se pa vse, kar delamo v vesolju, je prej preizkušeno na Zemlji. In tudi vso problematiko vesoljske medicine izvajamo na Zemlji. Samo moramo imeti pa relevanten model, eksperimentalni model. In najprej nimamo dovolj dobrega eksperimentalnega modela, ker ne vidimo na Zemlji teh sprememb, ki se dogajajo v vesolju. Torej, najprej je problem ta, da moramo ugotoviti oziroma razviti dober eksperimentalni model. Drug problem je, da moramo v tem vključiti vse dejavnike iz vesoljske postaje, ki bi lahko vplivali na vid. In potem moramo jasno s poskusi razumeti, kako ti dejavniki vplivajo dolgoročno. Zdaj smo, bi rekel, še čisto na začetku, čeprav na tem področju delamo že 10 let, ampak še nismo ugotovili, zakaj. In pod vodstvom profesor dr. Polona Jaki-Mekjavič in mlade raziskovalke Tinkara Mlinar raziskujemo prav to. In zdaj dejavnike, ki raziskujemo, so recimo spremembe v kisiku, CO2-ju, tudi gledamo vadbo, ker vadba tudi lahko vpliva recimo na znotraj očesni tlak, tako da tukaj je še veliko raziskanega in s tem se zdaj ukvarjamo. Ampak, kot razumem, bi lahko recimo te vaše raziskave, ki jih bolj so usmerjene na življenje recimo v vesolju ali pa recimo teh vesoljskih postaj ali pa v drugih kapsulah, lahko potem v bistvu korespondira recimo z raziskavami oziroma življenjem tu na Zemlji. Ja, to je v bistvu osnovno načelo Evropske vesoljske agencije pri vesoljski medicini, ker njihov moto je življenje v vesolju za življenje na Zemlji. Torej, vse raziskave, ki se izvajajo v korist astronavtom na področju vesoljske fiziologije, morajo tudi biti koristne ljudem na Zemlji. In tako da s tem se strinjam in očitno to, kar zdaj delamo, je
če bi recimo lahko preprečili osteoporozo ali pa mišično atrofijo, to seveda bi pomagalo vsem na zemlji. Ne? In jaz ponavadi za primer vzamem zdravnika, škotskega zdravnika Lind, ki je že v začetku 18. stoletja naredil prvi kontrolirani medicinski poskus. Takrat so raziskovali Zemljo, takrat so kontinenti bili še neraziskovani in so ladje odplule iz Evrope in ko so se vrnile, je bilo samo pol posadke na tej ladji. Drugi so umrli, nekateri od nesreč, ampak večina od skorbuta. In zdaj je on takrat ugotovil, da če je poslal ladjo na pot z sadjem, recimo s citrus sadjem, da se je večina mornarjev vrnilo nazaj. Ladje, ki so šle pa brez citrus sadja, so se vrnile pa samo z recimo polovično posadko. Torej je ugotovil, da je nekaj v citrus sadju, ki preprečuje skorbut. Zdaj to vemo, da je vitamin C. Ampak ta najdba je pomagalo ne samo mornarjem, ki so odhajali v svet raziskovati te kontinente, ampak seveda vsem drugim, jasno na zemlji, oziroma na kontinentih v Evropi. Tako da to dognanje recimo je zelo pomembno in jaz nekako primerjam to, bi rekel, pomorsko medicino takrat, ki je pomagala pomorščakom, ki so raziskovali Zemljo, za vesoljsko fiziologijo, medicino, ki zdaj pomaga astronavtom, recimo, da bi prišli do Lune in Marsa, ampak to znanje bo seveda pomagalo tudi določenim populacijam zdaj na Zemlji. Pa se vam ne zdi, da je recimo so ravno ta spoznanja, o katerih ste prej govorili, pri nas premalo vedenja je o teh rečeh in seveda posledično tudi, a veste, tudi recimo Evropska vesoljska agencija, katere člani je Slovenija, to zahteva seveda velika sredstva. In ljudje pogosto pravijo, ja, se še na Zemlji ne živimo v redu. Kako bomo potem recimo financirali recimo take agencije, kjer njihov pogled seže pa zemeljske oble. Ja, če mi raziskujemo recimo spremembe zaradi neaktivnosti na fiziološke sisteme, potem to prijavljamo, če tako rečem, kot raziskave, ki bi pojasnjevale spremembe pri ljudeh na Zemlji. In potem rečemo, to znanje bi pomagalo tudi astronavtom. In ne obratno. Ne prijavljamo za astronavte in potem rečemo, to bo pa tudi na Zemlji pomagalo. Mislim, delamo te relacije, nam je seveda zelo pomembno, da raziskujemo za ljudi na Zemlji, vendar, če so glede na to, da je ESA uvidela, da naše raziskave so tudi ključnega pomena za astronavte, je zaradi tega tudi investirala v razvoj laboratorija za gravitacijsko fiziologijo v Planici in nas vključila tudi v naslednji 5-letni program, ker vidi v bistvu tukaj ne samo nekaj, kar je ključno za astronavte, ampak da s tem znanjem lahko tudi pomagamo drugim. Zdaj, tukaj ni samo naša skupina, da sem čisto jasna, mi smo majhna skupina, tako rekoč, ne bomo mi zdaj raziskovali vso to problematiko, je nemogoče. In zaradi tega... Ja, očitno imate ogromno znanja in izkušenj. Ja, samo hočem poudariti, da so vse raziskave inter- in multidisciplinarne. Tako kot sem omenil sodelavce iz Univerzitetnega kliničnega centra, tako bodo recimo v naslednjih raziskavah sodelovali laboratoriji iz cele Evrope in sveta. ESA je recimo pred 2 leti, ko še ni bilo centrifuge v Planici, je že izdala razpis za raziskave, ki naj bi se izvajale v Planici. In na ta razpis se je prijavilo 61 laboratorijev iz celega sveta. To pomeni, da so 61 laboratorijev, ekip je pripravilo pač raziskovalne projekte, ki bi jih radi izvajali v Planici v okviru ESA-inih raziskav. In to so iz različnih področij. In ESA je od teh 61 izbrala 14 najboljših, med katerimi so tudi 2 slovenski. In te strokovnjaki bodo takrat prišli v Planico, ko bomo mi izvajali poskuse za ESO in mi bomo vključili v te raziskave. To se pravi, da bomo imeli najboljše
raziskovalne ekipe na določenih področjih iz cele Evrope. Tukaj, tako da bo res močna ekipa in podatki, ki bojo seveda prišli ven iz teh raziskav, ne bojo samo iz raziskav, ki jih bomo mi konkretno delali, ampak rezultati bodo tudi od drugih ekip, ki bodo z nami sodelovali in ki so seveda eksperti na svojem področju. Zdaj hočem reči, da v bistvu Planica je kot ena platforma, eksperimentalna platforma, ki dovoljuje vsem iz Evrope, da izvajajo poskuse, ker ne more imeti vsak laboratorij centrifugo. To je predrago in rekel, ne gre. Čim ciklometer kot tole ima lahko vsak laboratorij, ki se ukvarja s športno medicino ali pa fiziologijo. Samo hočem reči, pri teh dragih opremah, kot je recimo centrifuga in kompleksnih, se seveda razumeva, da bomo mi delali, da smo odprti, da bomo sodelovali z vsemi seveda zainteresiranimi v Evropi, jasno pod okriljem Evropske vesoljske agencije. Tako da takrat, ko mi delamo te poskuse, jaz vedno rečem, Planica postane kot en kampus, ker prihajajo ne samo profesorji, postdoki, podiplomski študenti, dodiplomski študenti, vsi smo skupaj pod eno streho, preiskovanci in delamo recimo z več mesecev v enem področju in to je res takrat zelo živahno, zelo spodbudno za raziskavo. Profesor, kako izbirate recimo te preizkusne osebe? Tudi glede na kaj in koliko že recimo v izhodišču predvidevate, da bo nekdo boljši, nekdo slabši, kako se bojo odzivali? Preiskovance jasno vabimo k sodelovanju, tako da imamo razpise za to in se potem javijo na te razpise. Sledi seveda veliko pogovorov o raziskavi, tudi zanima recimo njihove prehrambene značilnosti ali karkoli, ker jasno moramo skrbeti za vse. Seveda imajo pa veliko tudi zdravniških pregledov, da predno se odločimo, moramo vedeti, da ni nobenih kontraindikacij za njihovo sodelovanje v raziskavi. In šele potem so vabljeni k raziskavi, imamo pa tudi potem določene oglede ali pa vikende v Planici, kjer jim predstavimo, kako bojo živeli, kdo bo z njimi sodeloval, pač preiskave, ki se bojo delale. In to je bistvo tega. Zavedamo se, da med preiskovanci bo tudi velika razlika, da recimo, če bo, to že opažamo zdaj, da če imamo 10 ljudi, da bodo nekateri recimo v Nature izgubili mogoče 5% mišične mase v 3 tednih, drugi bodo recimo 10-15%. To so ogromne razlike med preiskovanci, ampak to je pač ta individualna variabilnost, ki je sedaj v bistvu novo področje na tem, kako zunanji pa notranji dejavniki vplivajo na te različne odzive. Pri astronavtih je to zelo velikega pomena, ker v bodoče bodo recimo za daljša potovanja v vesolje mogoče izbirali astronavte, pri katerih ne vidimo tako velikih sprememb v fizioloških sistemih kot pa pri drugih, ker bo to manj nevarno za njih. In mogoče bodo izbirali astronavte, ki bodo recimo se boljše odzvali na te strategije za preprečevanje, recimo na centrifugiranje. Torej, to bo zelo pomembno in seveda to področje individualne variabilnosti jasno sega v vsa področja na Zemlji, od športa do delavcev v različnih industrijah in tako naprej. Glejte samo te klimatske spremembe, ki prihajajo, seveda že, če pogledamo ljudi pod istimi pogoji, bodo nekateri lažje jasno doživljali te vročinske vale kot drugi. In to zaradi tega, ker mogoče imajo njihovi fiziološki sistemi so nekako bolj odzivni ali pa se lažje adaptirajo, pri drugih ne. Seveda, ko govorimo o trajnih pogojih, to se pravi tudi ena genetska predispozicija za določene spremembe, ampak trenutno je to še v povojih. Ne vemo točno, kako bi lahko predvideli odziv ljudi na določene okoljske pogoje. Tega je težko določiti. In če gledamo tudi v bolnici,
če imate recimo paciente v intenzivni negi, spremembe, pa recimo, če imajo podobno težavo, ne, bolezen, spremembe pri nekaterih bojo večje, pri drugih manjše. Govorim na primer o prav, če vzamemo mišično maso, pri nekaterih bo večja izguba, pri drugih manjša. In zdravniki ne morejo predvideti za vsakega zelo točno, kakšne spremembe se bodo dogajale, ampak morajo samo slediti tem spremembam. Ampak se mi zdi, da s tem znanjem, ki ga pridobivamo in ga bomo še pridobivali, da bomo v bodoče mogoče lahko z analizo krvi, urina, karkoli lahko predvideli mogoče odziv. Pri športu je pa seveda to zelo pomembno, ne? Če govorimo o ekipi, ki trenira enako, z enako frekvenco, z enako intenziteto, nekateri se odzovejo boljše kot drugi, nekateri jasno so razlike, niso vsi enaki. In zakaj? Ne vemo. Pri alpinistih tudi tako, če se aklimatizirajo na višino, bodo nekateri boljše prenašali visokogorske pokoje kot drugi. Zopet, ne vemo zakaj, ne vemo vseh dejavnikov, ki vplivajo na te razlike. To je čisto, rekel, novo raziskovalno področje. No, mogoče boste kdaj prišli bližje k temu, ne? Ja, upam. Še tole, poglejte, v zadnjih letih, ne, je svet obrnen v vesolje, ne? Mislim, ideje so res fantastične, ne? Recimo postaviti na Luni eno postajo, ne, ki bi bila izhodišče za obisk Marsa in raziskovanje Marsa. Pa me zanima, tu se seveda tako imenovana javnost, ne, od navdušenja do velike skepse pojavlja. Kakšen je vaš razmislek tu? Ker recimo zdaj zadnja leta, ne, mislim, zadnje leto v bistvu, ne, so tu bolj eksponirani Bezos, Musk pa Branson, ne, ki so že s temi raketami svojimi se uspeli recimo tudi kar precej visoko. Ja, to je različno, ne, to kar omenjate, je v bistvu vesoljski turizem. To so trenutno kratkotrajni poleti s tem z namenom, da jasno v bodoče bodo lahko seveda ponujali te izlete po vesolju, mogoče v bodoče tudi na Luno ali kamorkoli. Samo znanstveno zaenkrat to nam ne pomaga, ne vidim nobenih direktnih rezultatov, ki bi mi pomagali, ampak obratno. Recimo živeti. Ja, oni ne bi mogli tega delati, če ne bi bile te raziskave, ki so se predhodno izvajale na ljudeh. To se pravi, tega ne bi mogli početi. Oni v bistvu delajo to na ramenih vseh znanstvenikov, ki so delali do današnjega dne na tem področju. Pa ne samo vesoljska znanost, ampak tudi iz drugih znanosti. Tako da, ja, zaenkrat je to zelo zanimivo, da so na podlagi tega znanja, ki smo ga razvijali desetletja, lahko potem v zelo kratkem času naredili raketoplan in poslali navadne ljudi, bi rekel, brez velikih priprav za par dni v vesolje. To je prima, ampak to je samo dokaz, kako uspešna je bila človeška aktivnost na tem področju. Ne samo za astronavtiko pa vesolje, ampak kot sem prej poudaril, to znanje in znanost je v prid človeka na Zemlji. Ne, ampak jasno, da nam pomaga tudi pri razumevanju, kaj se dogaja v breztežnostnem prostoru. Ampak kaj je vaš razmislek, ne? Bo kdaj možno recimo živeti recimo v teh kolonijah, recimo na Luni, na Marsu? Sigurno, to se že desetletja v tem razpravlja. Mislim, ker eden največjih problemov je seveda radiacija, ker radiacija je zelo škodljiva in bi jasno znatno skrajšala življenjsko dobo na Luni in Marsu, ker tukaj imamo na Zemlji ščit, tam pa ne. Ampak že zdaj se razvijajo določene strategije ali pa ideje, kako bi gradili habitate na Luni in na Marsu. Vem, da na Luni je bilo tudi govora, da bi imeli te tiskalnike, ki bi z tem tako, da bi s tem 3D tiskalnikom, z tem, kar je razpoložljivo, ta material na Luni, da bi iz tega
naredili pač, da bo tako reči, opeke, da bi iz tistega potem pokrivali kakšne manjše kraterje, da bi lahko naredili dovolj dobro zaščito za radiacijo, ker jasno ne bomo iz Zemlje prinašali težki gradbeni material na Luno, ampak je treba razviti sisteme, ki bojo avtonomni, to se pravi, da se bo gradilo na Luni tudi. Ampak to je seveda prihodnost. Predtem bo veliko bolj zanimivo raziskovanje celotne Lune. Zdaj predvidevajo, da mogoče bo recimo trenutna ideja, da bodo roboti ali pa vozila, ki bojo lahko kontrolirana, da recimo, če pride ekipa, bo raziskovala eno področje, se bo vrnila, ta čas se bo pa vsa ta vozila in orodje se bo premaknilo avtomatsko na drugo lokacijo, to se pravi, ko bo druga ekipa prišla, bo na novi lokaciji, bo raziskovala to in tako naprej in tako naprej. Tako da s časoma seveda bomo začeli raziskovati Luno. Mogoče bomo imeli kakšno letovišče na krater Vega, ki je edina naša prisotnost trenutno na Luni, krater, ki se imenuje po Juri Vega. Ampak ja, to je, zdaj govorimo zelo v prihodnost, ampak to je na obzorju, bi rekel, za človeštvo, da bomo raziskovali Luno. Mogoče bodo pogoji takšni, da bodo nekateri želeli živeti, kdo ve, ne? Mars tudi tako. Ampak seveda to je izven moje kompetence, ampak je samo tako zanimanje, samo nas predvsem zanimajo adaptacije. Naša skupina dela na področju sistemske fiziologije, to se pravi, da mi se predvsem ukvarjamo z proučevanjem odzivov fizioloških sistemov na različne okoljske pogoje in kako v bistvu različni fiziološki sistemi med seboj delujejo. To je naše zanimanje. Ampak ste optimist, recimo, glede tega prihodnjega razvoja? Ja, sem. Mislim, ker vidim, kako bo zanimivo vse to raziskovati, razvijati. Ne? To se pravi, ogromno tehnologije nove bo treba razviti. Tehnologije, ki bo potem tudi uporabno na Zemlji. In to je seveda za znanstvenika, pa kogarkoli dela v znanosti, je to zelo spodbudno in optimistično. Ne bomo brez dela, no. Ja. Hvala. Hvala.